Nogometna zveza Slovenije ostaja v vseh pogledih največja panožna zveza pri nas. Nekatere številke so več kot zgovorne. 50 000 registriranih nogometašev, 281 klubov, 1500 trenerjev in 17 reprezentančnih selekcij, če naštejemo le nekaj podatkov iz obsežne osebne izkaznice. Nogometna zveza je že vrsto let na tej ravni, poskušamo vsako leto to najmanj ohranjati, pa dodati kanček boljšega in upam, da nam je tudi v preteklem letu to uspelo. Eden od vidikov uspešnosti je tudi stabilno finančno poslovanje. Nogometna zveza Slovenije vse od leta 2013 beleži rast in minulo leto je zaokrožila s 15,5 milijona prihodkov, kar je 11% več kot leto prej. Povišanja gre na račun organizacije Evropskega prvenstva v futsalu. Velik del proračuna, 21,4%, predstavlja prodaja medijskih pravic. Proračun je uravnotežen, v letu 2019 bo nekoliko nižji, a bo še vedno znašal dobrih 15 milijonov evrov. Dobra tretjina gre za delovanje reprezentančnih selekcij. Najbolj izpostavljena je seveda moška članska izbrana vrsta. Največje število ljudi gleda uspehe in delo nogometne zveze skozi prizmo rezultatov A reprezentance. Žal je to tako in s tem se moramo sprijazniti. Pogled naprej ponuja razloge za optimizem. Pozitivne misli pošilja predsedniku vsem, ki so del reprezentančne zgodbe, tudi navijačem. A reprezentanca je na dobri poti, da prikaže boljše igre, boljše nastope in upamo, da bo s kančkom sreče tudi uspelo rezultatsko pokazati boljše. Takšno oziroma še boljšo podobo želi pokazati celotna nogometna zveza na več načinov. V smislu spodbujanja, privabljanja mladih v nogomet, v smislu delovanja na izboljšanju infrastrukture za ukvarjanje z nogometom in vsekakor zagotavljati optimalne pogoje reprezentancem, da dosegajo čim boljše rezultate ter vse to, kar nogometna zveza ustvari, vlagati nazaj v nogomet in v njene deležnike. Skupščino sta pozdravila visoka gosta iz FIFA in UEFA, Bjorn Vasalo in Fernando Gomes. Olimpijski komite Slovenije je zastopal generalni sekretar Blaž Perko. 10 zaslužnim nogometnim delavcem so bile podeljene plakete. Nogometni klub Britov je bil nagrajen ob 50-letnici delovanja. Enkrat daljše pa je obdobje, ki ga bo prihodnje leto z več dogodki zaokrožila Nogometna zveza Slovenije.